nisem jaz tista, ki bi priganjala, pač pa seveda nas čaka po urniku še obilo zanimivih zgodb. V nadaljevanju bomo iskali odgovore na vprašanje, kako mlade, ki so študirali v Nemčiji, pritegniti nazaj v Slovenijo. In na oder zdaj z velikim veseljem vabim gospoda Igorja Akrapoviča. So me poprosili, da vas povabim za govorniški pult, da boste imeli uvod v okroglo mizo z mladimi. Ta čas pa bi jaz povedala še nekaj besed o gospodu Akrapoviču, lastniku skupine Akrapovič in članu upravnega odbora SBC. Podjetje Akrapovič, kot veste, proizvaja vrhunske izpušne sisteme za motocikle in avtomobile. Njihove izdelke so nemški avtomoto navdušenci večkrat izbrali za najboljše na trgu, s svojimi izdelki osvajajo prestižne nagrade. Gospodu Igorju Akrapoviču je bil leta 2004 podeljen naziv podjetnih leta, leto kasneje pa še osebnost leta. Letos je prejel tudi nagrado častnika Finance za izjemne dosežke na področju gospodarstva. Podjetje Akrapovič danes zaposluje že več kot 1000 ljudi, svoje izdelke pa prodaja v več kot 80 držav po svetu. Izpušni sistemi Akrapovič so zelo zaželeni ne samo pri končnih kupcih, ampak tudi pri avtomobilskih in motocikličnih znamkah, ki v izpušnih sistemih in blagovni znamki Akrapovič vidijo odličnega partnerja z veliko dodano vrednostjo. Podjetje Akrapovič danes sodeluje s številnimi znamkami na področju cestnih in tudi dirkaških programov in poučili so me v naših koncih v Posavju mladi fantje, da se po novem več ne reče Auspuh, pač pa Akrapovič. Spoštovani gostje, ko so mi kolegi iz Kluba slovenskih podjetnikov zaupali nalogo primerjave slovenskih inženirjev z njihovimi nemškimi kolegi, sem bil kar malce negotov, kajti takšne primerjave so relativno težke, subjektivne in morda celo v neki meri nehvaležne. A vendar sem se po premisleku teme lotil in jo poskušal osvetliti z več zornih kotov, a omejeno, predvsem na podlagi lastnih izkušenj, ki so vezane na avto in motoindustrijo. Če začnemo s tehnično dovršenim modelom nemškega gospodarstva, ki ga ne brez razloga imenujemo motor Evrope, lahko hitro ugotovimo izjemno povezanost gospodarstva z izobraževalnim sistemom. Odlično opremljene tehnične univerze, v katerih je relativno velik delež profesorjev, ki so v delu svoje karierne poti že pridobili izkušnje v realnem sektorju, kar v kombinaciji z možnostjo opravljanja študentske prakse v izjemno dobro strukturiranih podjetjih z bogato tradicijo pomeni, da si leta na ta način seveda lahko že vnaprej pripravljajo kadre, tako da je čas njihovega uvajanja lahko posledično precej krajši, efektivnejši. V Sloveniji so pogoji nekoliko drugačni, predvsem z vidika finančnega vložka države v študij, kjer gre za praktično enake zneske na študenta ne glede na smer, kar pomeni, da se tehnične fakultete posledično ne morejo ustrezno opremiti za modernejšo tehnologijo, kar v kombinaciji z relativno majhnim številom visokotehnološko razvitih podjetij, kjer lahko študenti opravljajo prakso, rezultira na kljub, lahko bi rekel, celo izjemno dobrim teoretičnim delom znanja v pomanjkanju ključnih izkušenj praktičnega dela, kar posledično podaljša uvajalno dobo mladega inženirja v podjetju. A ugotavljam, da ima navkljub vsemu ta ne tako dobro organiziran in strukturiran proces morda tudi nekaj zelo specifičnih prednosti. Ena največjih značilnosti našega zgodovinsko-geografskega okolja je iznajdljivost, ki izhaja iz nuje, za katero pa vemo, da je mati vseh invencij. Še več, na križišču narodov smo se od naših sosedov naučili
kreativne inovativnosti. Nekonvencionalne rešitve, nova odkritja se velikokrat pojavijo ob drugače zastavljeni poti do morda že znanega cilja. Ko nam predstavijo recimo polje delovanja z jasnimi omejitvami, bomo za začetek zmehčali ostre črte meja, ne z namenom kršenja, temveč da se jim bomo bolj hrabro približali, dotaknili limitov. In če to ni dovolj, iz dvodimenzionalnega prostora prešli v konkaven ali konveksen, trodimenzionalen, kar nam bo dalo dovolj površine za maksimalne rezultate. Če nekako poskusim potegniti rezime primerjave, je vsekakor jasno, da v Sloveniji ne moremo imeti tehnoloških velikanov, ki so bili ustvarjeni skozi zgodovino v velikih in predvsem poslovno stabilnih okoljih. A vsekakor smo lahko izjemno konkurenčni na polju relativno manjših, a izredno tehnološko inovativnih področjih, kjer so ključni faktorji znanje, hitra odzivnost ter sposobnost prilagajanja. V kratki, kondenzirani prezentaciji bomo poskušal predstaviti vizijo ter inženirski pristop, ki smo ga obrali v našem podjetju. Deluje. Ker sem osebno zagovornik pristopa zadrževanja razvoja in posledično pridobljenega znanja, ekspertiz znotraj podjetja, vključno z vsemi proizvodno-tehnološkimi rešitvami, se tako imenovanega in mnogokrat seveda na prvi pogled tudi ekonomsko upravičenega outsourcinga poslužujemo samo pri najenostavnejših delovnih procesih. Torej praktično vse procese od nabave, testiranja, vhodnih surovin do končnega produkta obvladujemo sami interno. Ključni materiali, ki jih uporabljamo so predvsem visokotemperaturno obstojne legure titana in konel, ki se uporablja za aplikacije v ekstremnih razmerah, kot je Formula 1 ali pa kakšni posebni turbinski motorji ter karbonski kompoziti. V metalurškem laboratoriju preizkušamo materiale v vseh fazah, od vhodne do končne kontrole, ter kot razvojni partner naših trenutno predvsem japonskih dobaviteljev zelo intenzivno sodelujemo na razvoju novih legur. Kot je bilo že omenjeno, interno proizvajamo titan cevi in jih krivimo, kar je mogoče redkost, ker smo praktično, mislim, da edini v Evropi, ki imamo to tehnologijo. Kot tudi preoblikujemo recimo s tehnologijo hidroforminga. Za nadalje obvladamo zahteven tehnološki proces varjenja titana in res kot izjemno redko tehnologijo v naši industriji lahko navedem tudi precizijsko litje titana in inkonela, ki se uporablja v zelo širokem spektru industrij, od vojaške, aerospace, pa zelo veliko tudi v medicini. Tudi v medicini imamo kar nekaj projektov, ki jih trenutno peljemo. In res na dinamometrih testiramo performance avtomobilov in motociklov, sledi od nemškega TIVA certificiran laboratorij merjenja emisij, kot tudi posebna testna proga za opravljanje meritev hrupa, kar je ena od ključnih prednosti sled izjemno hitro spreminjajočih se evropskih kot tudi svetovnih emisijskih standardov. Za naše podjetje izjemno pomemben inženiring zvočnih analiz, ki omogoča kreativno, distinktivno prepoznavnega, ki omogoča kreiranje distinktivno prepoznavnega zvoka naših izpušnih sistemov.
Zanimiv projekt v sodelovanju s Strojno univerzo, v katerem smo razvili senzorje, ki jih lahko tudi pri temperaturi plinov na 900 stopinj kontinuirano uporabljamo za merjenje tlačnih pulzov. Obvladovanje ter analiziranje različnih simulacij od temperaturnih do strukturnih analiz, ki v kombinaciji z testi v realnih pogojih pomembno skrajšujejo čase razvojnih ciklusov. In pa seveda naš ključni atribut, sodelovanje v avtošportu različnimi partnerji. Recimo letos novi BMW M5 v Le Mans seriji, Aston Martin, Audi in BMW v seriji DTM, ki je v Nemčiji zelo pomembna, bom rekel, v bitki med proizvajalci avtomobilov, to je neko nemško prvenstvo, ki je izjemno močno in mogoče na sliki zgoraj desno ekipa Mini X-Ride, ki trenutno vozi Pariz-Dakar, vodi pa to ekipo gospod Sven Kvant, mogoče naši nemški kolegi poznajo družino Kvant. Zdaj naslednja zadeva je pa dejansko naš najmočnejši adut, motošport. Mogoče vsi poznate Valentina Rosija, ne veste pa, da mi praktično opremljamo vse ekipe v MotoGP-ju razen Honde, v razredu Superbike tudi praktično vse, motocross, svetovni prvak Antonio Carioli. Letos sponzoriramo 86 ekip po celem svetu in to počnemo predvsem in samo z materialom, nikoli z denarjem, kot mogoče kakšne naše konkurenčne podjetja počnejo. In to nam seveda prinese ogromno enega znanja v toku razvoja, ker dobivamo dejansko najnovejše informacije o novih tehnologijah praktično dnevno v naše podjetje in skupaj z inženirji pač zelo odvisno od Ducatija do Yamahe, Honda, Suzukija sodelujemo na razvoju in poskušamo izboljšati tisto, kar so oni naredili, kar je včasih precej težko, ker če eno podjetje recimo leto, dve razvija motor in izpuh zraven in ga k nam pripeljejo, potem moramo recimo mi v enem dobrem tednu to izboljšati. Zna biti to velik izziv, samo moram reči, da smo z našimi inženirji res 100% uspešni. Mogoče, če se še ozrem malo v zgodovino, naš prvi svetovni prvak je bil Colin Edwards s Hondo leta 2000 in pa najbolj zahtevnih projektov v naši zgodovini podjetja Audi Le Mans serija, 5 let smo delali izpušne sisteme za njih in moram reči, da smo se tudi tukaj veliko naučili, predvsem o avtosegmentu, žal so pač oni zaradi težav s svojo dizel tehnologijo potem nehali dirkati, ampak mi vsi upamo, da bodo mogoče kdaj se vrnili, ker ta serija je pa recimo od avtomobilističnih pa meni osebno najbolj pri srcu. Če sumiram skupno 119 naslovov svetovnih prvakov, osvojenih z našimi izpuhi, nam vsekakor daje neko motivacijo za razvoj naprej in naša ekipa res vsako leto raste, tako da smo od lanskega leta v letu pa pol zrasli za približno 150 novih zaposlenih, v naslednjih 4 mesecih pa prihaja še 50 novih, tako da bomo približno na 1200 zaposlenih. V samem razvoju in tehnologiji pa dela 140 ljudi trenutno, tako da seveda mi zelo veliko investiramo v to in poskušamo uloviti nove tehnologije in jih implementirati, kajti svet se res čedalje hitreje vrti in mi moramo temu slediti. Hvala lepa. Najlepša hvala, spoštovani gospod Akrapovič, za vaš pogled v ogledalo slovenskega in nemškega inženirja. Zdaj pa sledi že napovedana okrogla miza z mladimi, ki jo bo vodil gospod Marko Lotrič.
Pogled bomo torej dobesedno usmerili v prihodnost k mladim, ki so naša bodočnost. Marko Lotrič je generalni direktor in ustanovitelj mednarodno uveljavljene skupine Lotrič Meteorology. Danes skupina združuje že preko 110 strokovnjakov z področja meroslovja, zaposlenih v 6 državah. Hčerinska podjetja delujejo na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji in Avstriji, kjer so vzpostavljeni akreditirani laboratoriji. Podjetje Lotrič Meroslovje posluje z več kot 12.000 poslovnimi partnerji. Največji kupci prihajajo z farmacevtske, avtomobilske, elektro, kemijske, plastične industrije, iz javnih in zasebnih institutov, univerz, zdravstvenih ustanov ter drugih področji. Velik pomen namenjajo tudi sodelovanju z institucijami znanja. Podjetje sodeluje s 16 raziskovalnimi instituti in univerzami. Bi povedala še kaj, a me tako gledate, gospod Lotrič, da bom takoj utihnila. To je bilo tekmovanje v hitrostnem branju. Zdaj vas pa samo še vprašam, boste vi predstavili in napovedali svoje goste ali storim to jaz? Verjamem, da bi bil iz vaših ust to lepše. Imam pa jaz tudi zapisan. Skratka, sem spet odpuščena. Hvala lepa. Hvala lepa. Spoštovane dame in gospodje, veliko čast mi je, da danes lahko gostimo da lahko v naši sredini pozdravim nekaj izjemnih posameznikov in to predvsem mladih. V tej okrogli mizi bomo s pomočjo, upam, da spoznali realno sliko razmere doma in v tujini, s katerimi se srečujejo mladi in odgovorili na vprašanje, ali je Slovenija mladim atraktivna. Kaj je tisto, kar jih bi pripeljalo nazaj? Ter seveda, kako narediti Slovenijo, kar se da privlačno, za vrnitev iz tujine. Kot rečeno, imamo priložnost gostiti 5 mladih, izjemnih posameznikov, ki so še na začetku ustvarjanja svoje osebne ter poslovne poti. Kakšna bo, ter predvsem, kje jo bodo ustvarjali. Na ta ter številna druga vprašanja nam bo odgovoril 25-letni študent strojništva, ki je po končani prvi stopnji študija na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani prejel štipendijo sklada dr. Ota Likarja. Ta mu je omogočila študij na Tehniški univerzi v Münchnu, kjer trenutno zaključuje magistrski študij. Med podiplomskim študijem je opravljal prakso startup podjetja Lilium, ki razvija električno letalo z možnostjo navpičnega vzleta in pristanka. V omenjenem podjetju nadaljuje z delom, je predstavnik študentov študentskega doma v Münchnu, v prostem času rad pleza in planinari. Na oder z veseljem vabim Jaka Borsnerja. Naslednji 21-letni dodiplomski študent elektrotehnike na Tehniški univerzi v Münchnu, ki ga zanimata predvsem umetna inteligenca in avtonomni sistemi. Uspešno sodeluje pri številnih projektih ter na mednarodnih tekmovanjih. Trenutno v podjetju Intel, svetovnem izdelovalcu polprevodnikov, kot študent dela na 5G projektu z namenom uporabe v svetu avtonomnih vozil. Igra košarko v regionalni ligi v Nemčiji, rad potuje in se uči tuje jezike. Na oder z veseljem vabim Aleka Pikla. Da pa sodelujoči ne bomo zgolj moški, z veseljem predstavljam 24-letno navdušenko nad številkami, ki je dodiplomski študij finančne matematike na Univerzi v Ljubljani končala kot prva v svoji generaciji. Magistrski študij matematike pa uspešno zaključila na Tehniški univerzi v Münchnu. Prve delovne izkušnje je ob študiju nabirala na zavarovalnici Allianz Deutschland ter v podjetju za analizo ter svetovanje IDS. Danes je redno zaposlena kot svetovalka na oddelku poslovnega svetovanja pri podjetju Deloitte Slovenija, ki deluje na področju strokovnih storitev v državi. V prostem času rada potuje, pleše in igra klavir. Na oder z veseljem vabim Nušo Rojec.
Med nami je tudi 26-letni inženir elektrotehnike, ki je študijsko pot začel na fakulteti za elektrotehniko Univerzi v Ljubljani. Kot štipendist Slikarjevega sklada je na Tehniški univerzi v Münchnu zaključil magistrski študij. Že med samim študijem je delovne izkušnje pridobival v podjetjih Silver Athena, kjer se je ukvarjal z izdelavo visoko zanesljive elektronike za avtomobilsko in letalsko industrijo, ter Rode Schwarz, kjer deluje na področju telekomunikacij, mobilnih omrežij in merilne tehnike. Po zaključenem študiju je skoraj leto dni potoval po svetu, nato se vrnil v Slovenijo, kjer se je zaposlil kot razvojni inženir. Na oder z veseljem vabim Jureta Zdovca. In ker je lepa številka 5, se nam bo pridružil tudi 27-letni IT svetovalec, ki je prvo stopnjo bolonjskega izobraževanja zaključil na fakulteti za matematiko, fiziko Univerze v Ljubljani, smer fizika. Študij fizike na drugi bolonjski stopnji je nadaljeval na Univerzi Ludwig Maximilian v Münchnu. Za potrebe raziskav magistrske naloge je pol leta preživel na inštitutu European Synchrotron Radiation Facility v Grenoblu v Franciji. Po končanem študiju se je zaposlil v slovenskem tehnološkem podjetju Kozilab, v okviru katerega leto dni sodeluje na projektu na inštitutu v Lundu na Švedskem. Po 2 letih se je odločil vrniti v München, kjer dela kot IT svetovalec v informacijskem podjetju OpenText. Na oder vabim z veseljem Blaža Zupanca. Hvala lepa, gospod Lotrič, ker ste vi tako prijazno namesto mene predstavili svoje goste, pa bom jaz zdaj naredila nekaj prijaznega namesto tonskega mojstra. Upam, da vaša žena ne bo zamerila. Zdaj se pa odlično slišite. Ja, juhuhu. Hvala lepa. Dobrodošli, torej. Na vseh nas je, da skupaj ugotovimo, kako nazaj v Slovenijo, na kakšen način poznanje, tam, kjer ga mogoče imajo več, mogoče ga posredujejo na drugačen način, tako da bi Jaka začel z vami. Tako slišali smo, da zaključujete magistrski študij na Tehniški univerzi v Münchnu. Kakšna je razlika med študijem? V teoretičnem, v praktičnem študiju, kako bi to opisal? Lep pozdrav z moje strani tudi. Razlike je veliko razlik na različnih nivojih. Prvo recimo velikost, koliko študentov tam študira, pa koliko jih je tukaj v univerzi. Iz tega pol nekako sledi, da so tam večje skupine, recimo večje skupine so, mogoče ni tazga nekega osebnega stika s profesorji, mogoče, kar recimo tukaj v Sloveniji bolj, da je sistem bolj fleksibilen, lahko se nekako profesori se lahko bolj prilagajajo študentom. Po drugi strani v Nemčiji je veliko več praktičnega, ne bom rekel dela na univerzi oziroma na faksu, ampak je veliko več stika z industrijo. Recimo jaz študiram strojništvo in že v samem programu je, da mora študent opraviti prakso pred začetkom študija, mora opraviti prakso pred začetkom magistrskega študija in na tak način pride v stik z industrijo, pride v stik s podjetji, spoznava, kako so procesi v podjetjih, mogoče ne dobi toliko teoretičnega znanja, ampak se nekako nauči videti drug svet. To so mogoče nekako neke razlike, take glavne razlike, ki bi jih jaz videl. Hvala lepa. Za uvodno vprašanje pa bi kaj pa vi, Alek? Vi ste sodelujete na okrogli mizi kot najmlajši. Ampak kaj pa so glavni razlogi pri vas, da ste se potem odločili pravzaprav za študij v tujini, pa da ste zbrali ravni München? Mene je v bistvu košarka vodila v tujino. Jaz sem dosti kompetitivno igral košarko prej, pa sem najprej hotel v Ameriko, pa se pa to nekako ni šlo, ampak skozi to sem dobil neko dobro predstavo v tujini, da neki
bi pa jaz lahko iz tega več potegnil, kot iz študija kle, a ne. Moja mama je delala doktorat na univerzi v Münchnu, zato sem tudi že bil v Münchnu, in se mi zdi, da je imel München tako neko resnično vlogo zame, a ne, da ni bila samo neka univerza na enem papirju, ki piše, aha, to je pa, ne vem, 5. najboljša univerza na svetu, kar je vse lepo in prav, ampak se mi zdi, da je ta realnost me potegnila pol gor v München. Redu, hvala lepa za začetek. Naslednja, Nuša, vi ste svojo odločitev že sprejeli. Po končanem študiju ste se vrnili v Slovenijo in se zaposlili v podjetju Deloitte Slovenija. Kaj pa je tisto odtehtalo, pravzaprav po eni strani, da greste v tujini, ampak še bolj pomembno, kaj je odtehtalo to, da se vrnete? V bistvu, jaz sem zmeri hotela študirati v tujini, s tem, da prvotno je bil namen Anglija, ampak ker sem hotela se naučiti tudi kakšen drug jezik zraven, ker jaz se nisem nemščine učila, tako kot večina drugih v gimnaziji, sem pol se odločila za München in sem šla najprej na Erasmus izmenjavo in potem tam nekaj časa ostala, ampak me je pol po 3 letih začel kar orang matrati domotožje, no. Tako da najbolj, kar je potrovalo k temu, da sem jaz prišla nazaj, je bila slovenščina, ta majhnost vsega, luškanost države in pa seveda družina. Hvala lepa, hvala lepa. Jure, slišali smo, da ste po končanem študiju kar za leto dni potovali. Je bil to čas sprostitve, čas odločitve, čas izbire in pa čas odločitve? Kaj od tega ali vse? Ja, vsega pomal. Jaz mislim, da bi vsak mogel iti malo potovati tako naokrog, da vidi svet, da vidi sploh, da gre ven iz tega kokona, da vidi, kakšne so razlike in pol tudi lahko začneš ceniti to, kar imamo tukaj doma. To je bil čas sprostitve, enostaven, da si malo zluftam glavo. Tudi čas odločitve, čeprav nisem kakšnih hudih odločitev sprejemal takrat. Ja, en oddih. V bistvu v Nemčiji je to dosti bolj normalna zadeva, kakor v Sloveniji, ker večina nemških prijateljev, ki sem jih imel, tisti, ki so starejši, so že med študijem si vzeli kakšno leto fraj. Celo obstaja izraz Urlaubsemester, ki si lahko vzameš. A ni to pri nas pauziranje? Ja, ampak ni čist enako. V resnici prav uradno vnaprej napoveš in imaš uradno ta Urlaubsemester in imaš neke omejitve pri izpitih. Pa tudi ne šteje se v študijski čas, ampak si pa še vsem upisan na univerzo in imaš status in vse. Tako da je mogoče po eni strani prav namenjen temu. Ker je to uraden izraz, ki ga univerza uporablja, ne samo pogovorni. Redo, super. Ja, sam izvolite. Pač sam tam ne bojo šli potem domov, pa bojo doma sedeli, ker ti univerza pač tudi ne bo dala tega semestra, če ne boš imel nekega plana, kaj boš naredil. Ampak imaš prav določene smernice, zdaj grem pa jaz na izmenjavo, lahko vzamem kakor ta Urlaubsemester, oziroma, ne vem, ustanovil bom startup, pa dobiš semester fraj. Ni to, da lahko kar rečeš, jaz pa zdaj bom pa vzel, pa nič delaš. To lahko tako narediš, a ne? Ja, okej. Hvala za razlago. No, ampak večina teh nemških kolegov, ki sem jih imel, so si vzeli eno to leto fraj od študija že pred koncem študija. Tukaj pa, ja, kakšni so me po stran gledali, kakšni so pa rekli, ja, to je to. Super, super. Blaž, najprej čestitke za rojstni dan. Hvala. Včeraj ste ga praznoval, a ne? En lep aplavz za našega Blaža. Najlepša hvala. Za 27-letnika imate prav zanimivo življenjsko pot. Študij v Sloveniji, nato v Nemčiji, prva zaposlitev v Sloveniji, potem spet v Franciji, pa na Švedskem. Odločitev, da se vrnete nazaj v Nemčijo. Kaj pravzaprav ta popotovanje po Evropi in potem pristanek v Nemčiji, kako bi ga opisal skozi vaš pogled vizavi seveda Slovenije? Lahko ponovite zadnji del vprašanja. In kako, ko ste pristali v Nemčiji, spremeniti to, da pristanete v Sloveniji? Jaz moram reči, da sem v Nemčiji pristal najbolj zaradi privatnih razlogov, to pomeni, punca je Nemka, tudi v času študija, magisterij sem delal v Nemčiji, sem imel
zelo velik krog prijateljev v Münchnu in to mednarodni prijatelji iz celega sveta, in pa tudi socialno življenje v milijonskem mestu, kot je München. To za mladega človeka v Sloveniji malo manjka. Vse pa preference vsekakor potem starostjo spremenijo. Ampak to je prevladalo. Pa tudi bližina Slovenije. Ko sem bil naprimer na Švedskem, v Franciji, se mi je že zdelo malo daleč. Nisem mogel iti naprimer za kakšen vikend ali pa podaljšan vikend nazaj domov. To opcijo zdaj imam. Tako da to je nekako prevladalo. Hvala lepa. Pa nadaljujemo z enim naslednjim vprašanjem, z drugim krogom. Mogoče iz publike povprašamo udeležence na to temo, kaj jih je pravzaprav peljalo. Vemo, tako kot nazaj, tudi v tujino pelje ljubezen. Do gora, mogoče do deklet, do fantov. Ok, kakšno vprašanje? Super, me veseli, gremo naprej. Jaka, kako je pa potem po končanem študiju? Kakšni so plani? Koliko časa še v študiju in potem, a se zaposliti v gospodarstvu, v negospodarstvu in pa ciljno seveda kje? Geografsko Slovenija, tujina, kaj razmišljaš? Ja, trenutno pač zdaj naslednji teden bom končal študijem in potem plani so zaenkrat ostati v firmi, kjer trenutno že delam kot študent, ker to je zaenkrat se mi zdi, tam poznam okolje, vem, kaj lahko pričakujem, vem, kaj se lahko tam vse naučim, se mi zaenkrat nekako za začetek, začetek poklicne kariere najbolj. Za kasneje, ne vem, zelo bi me zanimalo, oziroma želim si nekako, nočem postati nekdo, ki je šel v tujino in ostal tam, ampak si želim nekaj tudi vrniti v Sloveniji. Zelo me zanimala kakšna vloga v tem, da se pomagam slovenskemu gospodarstvu v tujini, v Nemčiji, s tem znanjem jezika, s kontakti, ki jih imam tam. Tako da je to neka tema, o kateri se mi sami veliko pogovarjamo, veliko razmišljamo. Ko si v Nemčiji, te vsi sprašujejo, a boš prišel nazaj, a ne boš. Ko prideš v Slovenijo, te potem vsi sprašujejo, a bi šel spet ven, a ne. Tako da je to nek proces. Verjetno se pa na koncu, tako kot je gospod Kržišnik rekel, življenje napiše samo. Super, hvala lepa. Alek, ste v stikih z ostalimi slovenskimi študenti, študentkami in v prostem času, takole ob kavi, ob kakšnem pivu, predvsem Bavarci, se med seboj veliko pogovarjate in kako pogosta pravzaprav je tema na to vrnitve, ostajanja, ali je to sploh pogovor ali je bolj pogovor o vsakodnevnem življenju, o študiju, o tehnoloških izzivih? Ja, jaz moram reči, jaz sem bil na gimnaziji Bežigrad v športnem razredu in od tam nas je šlo, en je šel v Ameriko, en je šel v Kanado, en je šel na Dansko, jaz sem šel v Nemčijo in za te praznike velike pa vsi pridemo domov, ne. In vse smo v kontakti tudi med letom, ampak potem, ko prideš domov, se pa res začneš pogovarjati in dejansko vsakič, ko se srečamo, je pač ta tema na meniju, se pravi, a pridemo nazaj ali ne pridemo nazaj, kdaj pridemo nazaj, ker pač življenje študenta v tujini, vse se dobro sliši, pa je fino pa fajn, ne, ampak tudi ni kar toliko lahko, ne. Ljubljana je eno tako prijetno mesto. Živiš doma kot študent, lahko si malo bolj motiviran, malo manj motiviran, ne, delaš faks, v katerega pač delaš, v tujini si pa pač prisiljen dejansko nekaj pokazati, dejansko moraš nekako preživeti, ne. In tudi se mi zdi, da je neko mnenje mojih teh prijateljev je, da bi večinoma bi kar vsi radi nazaj prišli. Ker, ok, mogoče imaš prijetne spomine do prijateljev, druga stvar je pa, ne vem, Slovenija je res taka lepa dežela iz stališča, 1 uro do morja, 1 uro do Alp, 1 uro lahko grem smučati. Če razmišljaš o življenju kot ne samo o delu, se mi zdi, da je Slovenija res najboljša dežela, kjer lahko živiš. Hvala lepa, bravo, čestitke. Nuša, vi ste med študijem kar nekaj, bom rekel, v prakse imeli, ampak koliko ste imeli prakse pa s slovenskimi podjetji? Slovenskimi pa bolj nič. Bolj nič, ok. Ampak kakorkoli vas je pot pripeljala potem nazaj v Slovenijo? Ja. Delate v Deloitte Slovenija. Ja. Kako pravzaprav,
a je tukaj, a ste povezali, dobili kontakte potem v Nemčiji, pa vas je pot pripeljala nazaj, kako bi to opisala? V bistvu, ko me je začel matrati domotožje, sem začela malo gledati, kaj bi jaz sploh lahko delala v Sloveniji, ker moj prvotni cilj je bilo investicijsko bančništvo, kar pa pri nas ni neki ful močna branža. Ne? Tako da sem iskala ideje, kaj bi lahko probala, ker še sama odkrivam, kaj bom delala do konca življenja, ker to zelo težko človek ve pri 24. In sem čisto naključno sicer prek Slovenca v Nemčiji slišala za Deloitte oziroma za consulting in sem rekla, da lahko pa probam. In ker so glih razpisovali, sem se čisto lepo prijavila preko razpisa na internetu, počakala na telefonski klic za intervju in to je bilo to. Zelo enostavno na koncu se skupaj izgleda. Zelo enostavno. Pomembno je to, seveda, da se sledite tudi spletne strani slovenskih podjetij. Verjetno. Kako pa pravzaprav to izgleda? A to je naključje, da greste pogledati kakšno spletno stran? A veste, da obstaja določena borza, kjer pravzaprav slovenska podjetja iščemo kader? Kako najdete kontakte z nami? Zdaj jaz ne morem govoriti o imenu vseh, ampak v mojem primeru je to tako izgledalo, da sem hotela iti v consulting in sem pogledala PVC, če je kaj razpisoval, pa Deloitte, če je kaj razpisoval in sem videla, da Deloitte razpisuje in sem se prijavila. In to je bilo tako. Prav na konkretno podjetje sem šla na spletno stran. Tako, vaša pobuda, vi ste iskali, nič nismo mi naredili pravzaprav, da vas bi dobili. V mojem primeru ne. Ok, super, hvala lepa. Jure, v Münchenu ste se odpravili kot štipendist Likarjevega sklada. Bi se za ta študij v tujini odločili tudi brez te štipendije in pa, a vas ta štipendija v nadaljevanju omejuje, zavezuje, daje dodatno priložnost? Ja, verjetno bi se odpravil v tujino tudi brez te štipendije, ne vem pa, bi se odpravil brez štipendije. Na začetku sem se hotel prijaviti na Erasmus štipendijo in prav tako na Tehniško univerzo v Münchenu, ampak sem bil zavrnjen, zaradi tega, ker so imeli starejši prednost. Ampak je pa eno leto kasneje prišla tako lepa priložnost, da lahko ne samo izmenjavo naredim, ampak kar celoten magistrski študij, kar mi je bilo še bolj všeč in zato sem se odpravil gor. Ne, ta štipendija me nič ne omejuje, to je čist podarjen denar, nobenih obveznosti, edino mogel sem napisati eno zahvalo bavarski vladi in Likarjevemu skladu, to je bilo pa vse. Je zelo prijazna štipendija. No, super, hvala lepa. Blaž, vi imate kar nekaj že izkušenj, pa me zanimajo pravzaprav glavne, bistvene razlike med delom recimo v Sloveniji in Nemčiji. Pa če bo lahko naprej v nadaljevanju mehen bolj konkretno, to, kar pravzaprav nas verjetno vse skupaj zanima. Recimo urnik dela, dopusti, finančno gledano, ne ravno v evrih, procentualno ali kakorkoli. Kako bi pravzaprav lahko to opisal? Torej, delo samo se mi zdi bolj odvisno od firme, kakor pa od države. Torej, na delovnem mestu bi težko zdaj o nekih velikih razlikah govoril. Mogoče ena razlika je ta mednarodnost, da imaš več sodelavcev iz celega sveta v Nemčiji, kakor pa tukaj. Sicer, ja, finančno, recimo plače so nekako krat 2 v Nemčiji v primerjavi s slovenskimi, no, na Bavarskem še malo višje, ker je najbogatejša regija. Potem, kar meni zelo ustreza, je recimo dopust. Dopust v Nemčiji, kakor je meni znano, ne raste s starostjo, ampak je čisto odvisen od pogodbe in ponavadi je to vsaj za mladega človeka višji, kakor pa v Sloveniji, torej tam 28-30 dni, kar je super, če mlad človek rad potuje. Potem... Za urnik dela sem vas tudi vprašal, kdaj začnete zjutraj, kakšni so odmori, potem kdaj končujete? Ja, torej, jaz sem precej fleksibilen, kdaj začnem, torej, če nimam nobenega sestanka, lahko pridem, recimo, da kakor hočem, ampak je bolj zame, da pridem takrat, kakor so tudi ostali tam, zato ker rabim od kakšnega pomoč ali pa oni mojo pomoč. Potem pridem sicer, recimo, da 15 do 9, kakor je meni znano, malo kasneje, kakor pa praviloma v Sloveniji, se pa veliko ljudi tudi malo dlje voz do delovnega mesta. Potem
Kosilo v delovni čas ni vključeno, torej dela se 8 ur plus kosilo, za razliko od Slovenije. Kosilo pa tudi, mislim, pri meni je precej fleksibilno. Recimo, tudi jutri se vrnem v München in dopoldne bom delal iz Slovenije in potem se peljem nazaj. Torej tudi take možnosti so za home office. Super, hvala lepa. Če bi še jaz dodal, je drugače zanimivo, ker Nemci so znani kot delaven narod, ampak recimo v mojem podjetju je bil standard 35-urni delavnik in ne 40-urni, tam, kjer sem jaz delal. Sicer malca ni vključena, kar pomeni efektivno malo več, ampak so tudi take stvari. In to je bila multinacionalka, ne eno majhno podjetje, kjer. In to delujete 35 na teden, striktno 35, a to prenašate iz tedna v teden? Ne, to ni bilo nikjer striktno 35. Mislim, to je za inženirje še nikjer nisem videl, da bi imeli urnik od ure do ure, ampak je bilo povsod fleksibilno. Ampak je bilo povsod, delo je treba narediti, ne? To pa seveda, ja. V redu, hvala lepa. To pa brezpogojno. Tako. Jaka, zopet sem pri vas in sicer seveda glede na to, da bomo počasi zaokroževali in bi ne nazadnje radi pristali v Sloveniji. Ne? Dva podobna vprašanja bi rad zastavil še vsakem izmed vas in sicer, kaj je tisto, kar bo imelo največji vpliv pri vaši odločitvi, poleg seveda ljubezni do gora, da se vrnete v Slovenijo, seveda. Težko vprašanje. Ne, tako, če nekako gledam na situacijo, se mi zdi nek celoten paket, ki ga recimo Slovenija vsekakor lahko ponudi v primerjavi z Nemčijo. Tako, kot smo že rekli, kvaliteta življenja, nekako ta mobilnost, oziroma tudi poznanstva, ki jih imam tukaj, kako si lahko če imam neke probleme, da se najde ljudi, ki ti pomagajo, je tukaj veliko lažje v primerjavi z Nemčijo. Tako da jaz bi rekel tako, da ni samo delo po sebi, me verjetno ne bo pritegnilo v Slovenijo nazaj, samo delo, sama plača, verjetno ne, ampak nek celoten paket, to je tisto, kar bo verjetno odločilni faktor. Hvala lepa za konec. Imam še eno tako vprašanje, pravzaprav, na katerega ste že praktično več ali manj odgovoril, ampak Aleks, za vas pa še vprašanje. Torej, ko ste študirali, mislim, da to sem vas že vprašal, ali kako, zakaj to imamo vse iz Tehniške univerze v Münchnu? Kako pravzaprav to, a je to poznavanje, a ste prijatelji, od kje je pravzaprav informacija, da je ta Tehniška univerza v Münchnu tista top destinacija? Mislim, sigurno je v Nemčiji bavarska destinacija za industrijo. Ne? Zdaj, glavno mesto Bavarske je München, glavna univerza Bavarske, zdaj jaz bom malo žalil, zdaj gospoda tamle 6 je Tehniška univerza v Münchnu. Ampak glih zaradi te industrije, ki je tam, ne? Zato je ta München ta res dobra destinacija. Jaz vidim pri sebi zdaj, na prvi stopni sem, pa imam že izkušnje iz dela v raziskovanju, iz dela zdaj v Intelu, iz dela iz tele Tufast ekipe, ki se ukvarja z razvoj dirkalnikov. Tako da takih priložnosti oziroma toliko velik priložnosti res na takem dosegu roke drugi ne bi imel. Tudi v Nemčiji, ne? Zdaj mi ne moramo reči, da je zdaj pa cela Nemčija obljubljena dežela za inženirja. Gospodarstvo je tisto praktično, ki ponuja tudi odgovor na to. Nuša, kaj pa je vam konkretno prinesel ta študij za razliko, če bi študirala v Sloveniji? Zdaj, jaz sem študirala in v Sloveniji in v Münchnu in sem opazila veliko razlik. Za bazično znanje mi je in za to teoretično znanje, ki je bilo potrebno potem za prakso, mi je Univerza v Ljubljani ful pomagala. Veliko bolj verjeten, kot bi mi Tehniška univerza v Münchnu, medtem pa, kot so že vsi poudarjali, res je veliko poudarka na praksi v Münchnu. In tudi pri meni je bilo tako, da sem mogla prakso delati in tako naprej. In verjetno jaz ne bi šla v te vode, če bi dobila štipendijo za delo ob študiju, če ne bi tudi univerza zahtevala od mene nekega praktičnega znanja in bolj poudarka na praktičnih stvarih in tako naprej. Hvala lepa. Jure, vaša odločitev je bila zmerom jasna.
a sem prav se upisal, a bi mogoče raje ostal v Sloveniji, a mogoče na kakšno drugo univerzo? Ja, ne, se mi zdi, da je bila ta odločitev zmeraj jasna. Da, želel sem si siguran iti v tujino in ta izkušnja mi je bila omogočena in mi ni niti približno žal, da sem se za to odločil. Ja, no saj zadnje čase je trend kar to, da ljudje hodijo na te izmenjave v tujino, da vidijo tudi, kako se drugje dela. Bi pa še, ja, recimo malo bi dodal, ker jaz sem po moje edini, ki me niste vprašali glede razlik med Nemčijo in Slovenijo. Še z vašega sornega kota, prosim. Ja, tukaj bi rad kar tako malo samo iniciativno povedal, da največja razlika se mi zdi res tukaj ta sodelovanje z industrijo in ta industrija je v okolici Münchna res vrhunska, sploh kar se tiče v elektrotehniški stroki, je nepar res vrhunskih firm. Tukaj tudi, ko sem jaz delal, recimo Intel je tudi ena izmed teh firm, pa še bi jih lahko našteval kar nekaj časa. In ja, fakulteta se res povezuje dobro s to industrijo. Tega je v Sloveniji malo manj, tako kot je že Igor Akrapovič rekel, meni se tudi zdi, da tega kar manjka. Če pogledam vse moje kolege, ki so delali, mislim, ki so tukaj zaključili študij, marsikdo še ni zaključil, pa jih imam za najbolj sposobne ljudi, kar jih poznam, ampak zaradi tega, ker so recimo samoiniciativno šli že delati med študijem, ker ti to res veliko prinese. Ampak univerza pa tukaj to malo premalo vzpodbuja in bi bilo mogoče to boljše, da bi več, zaradi tega, ker pol se ljudje tudi lažje najdejo, že pred koncem študija malo vejo, kaj bi sami radi. Ne samo zaradi tega, ker vidijo tudi, kaj industrija rab. Malo se pokaže, kje so niše, kje bodo lahko dobili službo, da bojo že pred študijem vedeli, da se odločajo za eno tako smer, da bodo pol lažje dobili službo. In teh benefitov je še pa še. In recimo, če bi dal, kaj je tukaj to, da sem šel v tujino, mi največ prinesel, ni to, da je Tehniška univerza v Münchnu kaj veliko boljša kot pa Univerza v Ljubljani, ampak vse to okolje okrog univerze, vsa ta industrija in izkušnje, ki jih lahko nabereš na res vrhunski tehnologiji, ki jo Nemčija ponuja, to pa je velika dodana vrednost. Hvala za te izjemne predloge in kot bom dal, lahko sam zaključimo s tem krogom. Gospod Blaž, kaj pa vi, kako bi pa rekel razliko med še Francijo in pa Švedsko? Vizavi Nemčije, Slovenije, ampak kako pa še ostale dve državi? Torej jaz v Franciji in na Švedskem nisem imel res pogodbe od francoskega podjetja in od švedskega, ampak vsem sem bil na istem delovnem mestu, imel sem sodelavce, Francoze, Švede in tako da lahko probam z nekimi grobimi posplošitvami. Ena razlika na primer je tudi bila, da sem bil v Franciji in na Švedskem na raziskovalnem inštitutu, kjer je vsekakor drugačna kultura dela kot v neki privatni firmi s projektnim delom. Ampak tako čisto na splošno, recimo bi rekel, da v Nemčiji so mogoče bolj skoncentrirani na rezultate, na Švedskem, Franciji mogoče malo bolj na počutje tudi, mogoče še malo preveč. V Franciji, na Švedskem je več nekega druženja na delovnem mestu, Nemci radi oddelajo svoje in grejo potem domov, da imajo daljši večer. Kaj več bi pa težko rekel. Mogoče še to, glede jezika. V Franciji brez francoščine človek ne pride nikamor. V Franciji jaz sem imel sodelavko v isti pisarni in jaz ne znam nič francosk, nek online tečaj sem delal in če sva se midva pogovarjala, sva se pogovarjala francosk, zato ker sem jaz bolj znal francosko, kar ona angleško. V Nemčiji se z angleščino da dobiti take tehnične pozicije, ampak ne pa poziciji, kjer je kontakt s strankami ali pa več dela z ljudmi. Na Švedskem sem imel občutek, da lahko celo življenje čisto v redu skozi prideš samo z angleščino.
Jo, tudi prodajalke v trgovinah zelo tekoče govorijo in radi govorijo. Super, hvala lepa. Tako da bomo ostali kar pri vas, boste še kot zaključno misel, pa vendarle študij v tujini ter spoznavanje novega, drugačnega je vsekakor dobrodošlo. Pri čemer pa je želja vseh nas, da se ti mladi enkrat vrnejo, da nam posredujejo pravzaprav znanja in izkušnje, predvsem na izkušnjah smo gradili ta naš razgovor. Kaj bi pa mogoče, ampak bi si dovolil vprašati vas, kaj bi vi svetovali nam, v kakšno okolje bi se rad vrnili? Kaj je tisto, kar vas motivira in navdušuje? Vsekakor, če bi se vrnil v Slovenijo, bi se mogla najti neka pozicija zame in za punco, ki trenutno še, vsaj do zdaj še ne govori tako dobro slovensk. Kar me motivira je, da bi našel neko pozicijo, neko delo, ki ga zelo rad upravljam, ki je skladno s tem, kako se osebnostno in karierno, mislim, na dolgi rok razvijati in kjer je dosti možnosti za razvoj in za napredovanje. Seveda je pa zelo pomembna tudi plača. Tudi tukaj bi se dal veliko narediti. Blaž Zupanc, hvala lepa. Hvala. Naprej Jure Zdovc, prosim, vaše mnenje. Ja, kar se tiče recimo glede službe, sta zame pomembna dva faktorja. Plača seveda je pomemben faktor, drugi faktor je pa tehnologija, s katero se soočaš. Meni je kar važen, da recimo v službi, da sem v stiku z novo tehnologijo, da imam občutek, da ne zaostajam z ostalim svetom. Tako da tukaj se najdejo kakšne firme, ki to ponujajo, je pa pač z Nemčijo pa seveda ne moramo tekmovati. Po plačah tudi ne moramo tekmovati, ker enostavno so v Nemčiji višje, to tukaj ni za skrivati. Ampak mene je pa nazaj prinesla drugače, mislim, zdaj v službi mi je super, sem zadovoljen načeloma z obojim, ampak glaven razlog, zakaj sem sploh šel nazaj v Slovenijo in iskal službo tukaj, je bil pa čisto subjektivne narave, kakor je že Alek povedal in Jaka sta oba dva mal razložila. Slovenija je enostaven, lepa in luštan je tukaj. Ni pa tudi, kar se teh vseh tehnoloških in plačnih stvari tiče. Če se pomatraš, ni tako hudo, kakor vsi jamrajo. Hvala lepa, bravo, čestitam. Nuša Rojec, kaj pa vas? Ja, meni je pa še malo važen, poleg vsega, kar sta že povedala, v kakšnem okolju delam. V smislu sodelavcev in tako naprej, ker v bistvu jaz ne hodim v službo zdaj samo zaradi tega, da bom delala. Glede na to, da sem v konsultingu, sem jaz tam 10 ali več ur na dan, ne. In rabim tudi nekoga tam imeti, s katerim se zastopam in s katerim lahko govorim tudi o neslužbenih zadevah. Tako da poleg plače in novosti in vsega tega se meni zdi to zelo pomemben faktor. Ampak to pa vsaka firma pri sebi že v bistvu mislim, da ima podelan oziroma se najdeš v kolektivu. Hvala. Alek Pikl, hotel ste že prej nekaj dodati, pa še vizavi temu zadnjemu vprašanju, prosim. Ja, jaz sem hotel dodati pa tudi malo tem podjetjem, že cel dan poslušam, koliko smo v vrhu raziskav in to, a ne? In res ne vidim, zakaj študentje ne nabirajo toliko praktičnih izkušenj na tak lahek način, kot jih mi, na primer, v Münchnu, a ne? Ker zdaj, če pogledamo, ok, Intel je v vrhu polprevodnikov, gospod Akrapovič je v vrhu Auspuchov in še ostala podjetja, ne? Ne vem, zakaj se to ne prenese toliko, da bi študentje lažje dobili neko študentsko delo, ker če si ti kot študent v eni firmi, ti razvijaš neko ljubezen do te firme, ti potem rataš dober v tej smeri in ko si enkrat dober v nečem, ti to tudi potegne noter, a ne? Tako da se mi zdi, da če bi se dal malo več poudarka na to, da se študentom, ne samo, da so urne postavke 3,80 na uro, a ne? Mogoče tudi, če se malo dvigne, oziroma če se malo več mest za študente razpiše, ker to, če smo si iskreni, to je v bistvu najcenejša delovna sila, ne, kogarkoli obračamo. Prej ste govorili o davkih. Študent
eno veliko firmo košta pač nič, dela pa lahko dejansko veliko naredi, če ostane 2 leti. Vsaj to jaz vidim pri sebi v Münchnu, meni se res zdi, da jaz premikam tam stvari naprej v firmah. In se mi zdi, da bi lahko študenti tle dejansko isto naredili in bi tudi potem več ostajali v teh firmah. Hvala lepa, to je pravzaprav tudi predlog našega kluba SBC-ja.